na današnjo Florjanovo nedeljo, ko se priporočamo zavetniku svetemu Florjanu, smo kar v vseh treh berilih svetega pisma zaznali osrednjo besedo, ki je ljubezen. Kaj vzbudi ta beseda pri vas, ne vem? Vsak izmed nas nosi svoje občutje ob tej besedi. Je pa res, da v tem času, ki ga živimo, lahko marsikdo to besedo tudi izkoristi ali zlorabi in jo daje na mesto, ki ni za mesto ljubezni. In je s tem ta beseda tudi izkoriščena. Bi pa v to razmišljanje šel z ene druge smeri. Ko govorimo o našem medsebojnem življenju, zelo pogosto rečemo, otrok se najprej nauči materinega jezika. To so besede, ki jih sliši od svoje matere. In potem otrok tudi kasneje posnema v življenju to, kar vidi pri odraslih, pri svojih starših. Ali ste pomislili, da mlad človek ne bo stopil v gasilske vrste, če ne bo videl ali doživel življenja gasilcev, če nekdo nima stika s tem, da ta stvar ne bo pritegnila. In potem grem v misel, kaj pa nek človek, ki v svojem življenju nikoli ne izkusi dobrote, ljubezni. Ne živi v okolju, ki bi bil deležen ljubezni, že kot otrok, mladostnik. Ali lahko tak človek ljubezen posreduje naprej, širi v svojo okolico? Ali je zaznamovan s to odsotnostjo? Zato Jezus pravi, ostanite v moji ljubezni. Človeška ljubezen ni popolna, pa to ni nekaj slabega, ampak mi lahko gremo globje ali pa manj močno v odnos ljubezni. In človek ima lahko celo umanjkanje te ljubezni od sočloveka, nikoli pa nima umanjkanje od ljubezni od Boga. In to so naši svetniki, naši preprošniki najmočneje pokazali. Sveti Florjan je umrl kot mučenec. In je to znamenje, da ni odstopil od dobrote, kar rekel, ni odstopil od ljubezni, zato, ker je bil uraščen, ker je bil sprejet z Božjo ljubeznijo. Omenil sem, kaj na vse mogočne stvari se danes lahko da besedo ljubezen. Ampak že pred stoletji so Grki za ljubezen oblikovali kar 3 različne besede. Prva beseda je eros, ki pomeni telesno ljubezen. Ljubezen, ki se najmočneje še izraža in je najbolj silovita ali strastna, ki je kot gonilo življenja med možem in ženo. In če pomislite, može in žene, jaz nisem na svetu še srečal človeka, ki bi mi rekel, jaz sem pa svojega moža najprej slišala, potem pa videl. Ali pa svojo ženo sem najprej slišal, potem pa videl. Ponavadi je najprej nekdo, ki nekoga opazi in te pritegne v to bližino in želiš in imaš hrepenenje. In tako so Grki oblikovali besedo eros. Drugo besedo pa so oblikovali filija. Ljubezen, ki je kot prijateljstvo, pa ne, da je to nekaj šibkega, to je zelo močna stvar. Ljubezen med staršem in otrokom. Ko bo oče naredil vse za svojega otroka, do smrti lahko gre. In to je filija, ki se ne ustavi pred preizkušnjo. Ali pa ljubezen med bratom in sestro. Koliko je v zgodovini tudi teh pričevanj, ko je brat dobesedno zastavil svoje življenje
da bi rešil sestro. Ali ljubezen med prijateljem, lahko bi rekli tudi med sosedom, med sodelavci. Ljubezen, ki vodi človeka k dobremu. In tretja beseda za ljubezen, agape. To ljubezen so že kristjani naslovili na ljubezen Boga do človeka. Ljubezen, ki se ne ustavi, tudi če je človek slab, grešen, če ga zavrača. Ne, ta ljubezen se ne ustavi pred zavračanjem in gre tako daleč, da kljub temu, da je lahko ljubezen zavrnjena, se žrtvuje, daruje, krajše rečem, daruje do konca. Nevarnost je, da bi človek začel te različne besede postavljati na lestvico vrednot. In bi kot prvo mesto, drugo, tretje, da bi bil, eros je najnižje, potem je filija, prijateljstvo z vsemi ljudmi, potem pa agape, darovanje za bližnjega. To bi bilo zgrešeno. To so 3 stvari, s katerimi živimo. In v umanjkanju ene stvari pride škoda, pride nek krh. Če vzamemo besedo za ljubezen eros iz zakonskega življenja ven, pa je popolno prisotna filija ali pa agape, darovanje za drugega, ta odnos bo okrnjen, ta odnos ne more živeti, ta odnos je nepopoln. Že tako so stvari, ki so težke, potem se pa še to odtrga. Če se med 2 prijateljema odmakne ljubezen, ki jo imenujemo filija, ko narediš vse najboljše za njega, ko se potrudiš, daš čas in da pride v ospredje druga oblika ljubezni, lahko povzročamo krivico ali pa celo prav napačna dejanja in ravnanja. In Jezus pravi, to je pa huda zahteva, nihče pa nima večje ljubezni kot tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje. Ta beseda se mene dotaknila že kar v koncu osnovne šole, proti srednje šoli, zato ker sem vedno pomislil, takrat sem spoznal tega svetnika Maksimiljana Kolbeja, ki je v taborišču v Auschwitzu, ko je slišal očeta, ki je bil določen za bunker Lakote, kako je prosil usmiljenja, ker ima 5 otrok, in je rekel, jaz ga menjam, jaz grem na mesto njega. Pa ni bil Maksimilijan Kolbe nič prepričan, a bo ta jetnik sploh preživel taborišče, pa ga je menjal in je umrl na mesto njega. In zelo pred kratkim sem prebral v slovenskem duhovniku Izidorju Vašniku, ki je v mariborskih zaporih bil med sojetniki in so jih kar odločili neko število za talce, za streljanje. In je tudi menjal sojetnika in je bil on ustreljen. Jaz ne čutim, da bi bil k temu poklican. Tudi ne živimo v takem okolju in tudi ne vidim, da bi bili vi k temu poklicani, da bi menjali nekoga in umrli. Ampak smo k temu poklicani, da darujemo življenje za bližnjega. Če boste pogledali na spletni strani nagovor današnje nedelje, sem par primerov dal. Bom dal pa še enega, zdaj tisto lahko pogledate, ki se pa vas dotika. Ali ni darovanje življenja za drugega, za nekoga, ki ima tako ljubezen v sebi, da daruje svoj čas, svoje moči, se lahko tudi odpove določenim lepim trenutkom in je v vrsti gasilcev, in ko vidi, da je nekdo, ki ga niti ne pozna, v stiski, lahko v življenjski nevarnosti, vstane in gre. Bolj prijetno je biti doma, lahko je nočna ura, prijetno okolje, stvar, ki
na katero ste se pripravljali, ki ste jo pričakovali, jo živite, pa se prekine. In se odpeljete in greste na pomoč. In je še nevarnost, lahko tudi fizična nevarnost, da se vam lahko kaj zgodi. Tukaj vidim prav v vas, gasilcih, tisto darovanje življenja za drugega. Ali je tukaj prisotna ljubezen, ki sem imenoval z besedo eros? Težko bi rekel. Ali je prisotna ljubezen filija kot neko prijateljstvo? Se niti ne veste, komu greste pomagati, koga rešujete. Tukaj je beseda agape, daritev, darovanje, lahko zato, ker čutite kot dolžnost, ampak pravi vzdik ne boste dosegli, dokler ni to, ampak to se gradi že v pripravi na to dejstvo, ko začutite, kako je prav in potrebno, ker lahko pomaga, da to tudi naredi. To je darovanje za bližnjega. Ne veste, kaj bo jutrišnji dan prinesel, ali leto, ki je pred nami. Prosimo za varstvo, za mir, za blagostanje. Stvari se lahko zgodijo, nenadoma in hitro. In takrat je človek poklican darovanju za bližnjega. In ne zato, ker pričakujem povračilo ali pa nagrado, priznanje, ampak zato, ker čutim v sebi, to je tisto, kar je prav. In ko to čutenje dosežemo, tukaj pa vidim, da smo že v izpolnjevanju te Jezusove besede, ostanite v moji ljubezni. In če začutite, da v svojem delovanju kot gasilci in gasilke lahko naredite še korak več, vas povabim tudi k osebni molitvi za svoje tovariše, gasilce, tovarišice, molitvi za tiste ljudi, katerimi ste že pomagali, pa tudi k molitvi za tistimi, za katere vas bodo klicali, pa ne veste. In že vnaprej lahko prosite blagoslova, Božje navzočnosti in tudi dovolj moči in pravega spoznanja, da v trenutku, ko je treba pomagati, tudi naredimo pravilno dejanje, ki je na tistem mestu potrebno. Naj nas sveti Florijan svojo mogočno priprošnjo varuje, zastavi dobro besedo za nas in naj nas spremlja na poti našega življenja in življenja ljudi, s katerimi živimo. Zato vas povabim, da tudi skupaj izpovemo vero.